Stokrat pa res ni bilo treba preveč iskati odgovorov. Mislim, s to knjižnico sem pa povezana več kot 40 let. Z mamo sem hodila, ko sem bila majhna, nisem iz intelektualnega okolja in mama je hodila sem tudi ne brati preveč pametnih in dobrih knjig, bi rekla. Mislim, da si je hodila sposojati temu, ker je zdaj ne spravim plažo, ampak se mi zdi bistveno, bila je delavka in rada je brala. In potem je mene poslala v pionirsko knjižnico in me pač dala v roke knjižničarki, da mi je priporočila, kaj tudi jaz sem takrat brala, predvsem Plažo. Prebrala sem celega Karla Maja, najprej, preden sem začela v življenju brati dobre knjige. Ker potem, ko enkrat pa vzameš eno dobro knjigo, težko, da se vrneš na plažo, ampak tudi zato vedno, ko sem pozneje kot novinarka, pa nekdo, ki spremlja zlasti področje knjige, pravzaprav večkrat se je pojavilo vprašanje, kaj mislimo o tem, koliko bi moralo biti v knjižnicah subvencionirane literature, tako imenovane visoke literature, pa zakaj je toliko plaže. Sem jaz vedno zagovarjala, da mora biti pač vse vredno, zato ker pač eni ljudje nikoli ne bi prišli do knjig in ne bi postali bralci, če ne bi bilo tudi česa lažjega. V knjižnico hodi seveda veliko več ljudi, kot hodi v gledališče, kot hodi v kino, kot hodi v galerijo, pa nočem s tem seveda takšna primerjava, pa štetje, pravzaprav to ne spada na področje kulture, ker konec koncev ne gre za kvantiteto, ampak za kvaliteto. Ampak vendar mislim, da je to tako, včasih se sploh ne zavedamo, koliko pomembno je pravzaprav za neko mentalno podobo mesta, za to, kako razmišljajo ljudje. Je taka dobra splošna knjižnica, kar je mariborska knjižnica.